Toži me prav? Obožujem J.K. Rowling. Obožujem žensko, ki ima zdravo pamet in je pripravljena tvegati vse, ter žensko, ki si je prislužila milijarde dolarjev z ustvarjanjem najbolj neverjetnih zgodb na svetu. Ampak poleg tega, da se vsak dan bori za pravice žensk in proti norosti, ki je postala nekaj povsem običajnega na spletu, je vse, kar obožujem. In ja, vem, da je to sporno, ker jo nekateri imajo za nestrpno, ampak kdorkoli tako misli, je preprosto navaden bedak. In njena zadnja poteza je čista popolnost in vi se boste kmalu strinjali z mano. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Irka, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročino, zelo kmalu bomo imeli res razburljivo novico. Ste del gibanja, ki se upira. In moram reči, da je J.K. ena izmed mojih punc. In tvoje mnenje je grozno kot sam hudič. Imam kup komentarjev od trans oseb, ki delujejo kot želeni spol in hočejo ugajati v komentarjih, ki mi pravijo, da zaradi tega, ker sem to, kar sem, delam družbo slabšo za vse nas. Sovražim ta video. Samo počakajte, da vidite odziv J.K. Rowling na to popolno čudakinjo, kriči in vpije po internetu. Naj ti povem, da si izjemno privilegiran, ker te drugi dojemajo kot želeni spol. Nismo vsi taki, da bi želeli živeti po pričakovanjih družbe in spolnih normah in lepotnih standardih. Poleg tega je lepota več kot le videz. Gre tudi za mnenje in tvoje mnenje je grdo kot hudič. Tam imam kup trans oseb, ki delujejo kot želeni spol in hočejo ugajati. Gremo ljudje. Poglejte piercinge, poglejte lase, poglejte nosni obroček, poglejte. Nočem. Kaj za vraga se tukaj dogaja? Kaj za vraga se tukaj dogaja, je ugaben, odvraten video nekoga, ki dejansko misli, da razume, kaj pomeni biti grd. Morda pa res razumejo. Morda bi jim morali dati prednost dvoma. Morda ta oseba res razume, kako izgledajo ljudje, ki so grdi, ker so dobesedno definicija tega. In čeprav me videz ljudi ne zanima, ko to pogledaš, vidiš samo duševno nestabilnost. In J.K. Rowling je objavila ta video in bilo je veliko polemik, kot boste kmalu videli. Oprostite, ampak če ne mislite, da gre tukaj za neko duševno bolezen, si zatiskate oči pred resnico. Poglejmo si tweet J.K. Rowling, ki ima v času snemanja tega 3,4 milijona ogledov. To je res izjemen odgovor, ki ga je vredno prebrati. J.K. Rowling pravi: če ne mislite, da je ženska, ste transfobični. Ko je trdil, da je ženska, je postal ženska. Zdaj spada v ženske garderobe. Stranišča, bolnišnične oddelke, zaporniške celice in centre za pomoč žrtvam posilstva. Ko enkrat vzameš transspolne argumente izven tiste zelo poenostavljene in nenuansirane ravni, kot je morali bi biti prijazni do vseh ljudi, in jih dejansko uporabiš v praksi, to je tisto, kar dobiš in to je tisto, kar ona počne. Če ne misliš, da je ženska, si transfobična. Mislim, vsaka si ogleda ta video ve, da to ni ženska. Ko je trdil, da je ženska, je zdaj postal ženska. Ne, tako to ne deluje. Zdaj naj bi spadali v ženske garderobe, stranišča, bolnišnične oddelke, zaporniške celice, centre za podporo žrtvam posilstva. Vidiš, celotno transgibanje nas je skušalo prepričati, da so ti ljudje popolnoma normalni in da so enaki kot mi. In nekateri med njimi morda res so. Vendar je večina med njimi čudnih in duševno nestabilnih. Počutijo se nelagodno in tudi izgledajo nelagodno. Če ne, da gremo še dlje, da rečemo, da so plenilci in res nevarni ljudje. Ne vsi, ampak vsaj nekateri med njimi. In za te ljudi se borijo, da bi jih dali v ženska stranišča. In ko gledaš ta video, si misliš: ja, seveda, nočem iti v žensko stranišče in to videti. In to je popolnoma drugače. Popolnoma drugače, kot biti grozna transfobična oseba. Ampak ko dejansko vidiš, o čem govorimo tukaj, namesto neumnosti, ki jih govori mediji, vse skupaj veliko bolj jasno postane. Če poskušaš razlikovati med njim in trans žensko, ki bolj prepričljivo deluje kot ženska, spodbujaš patriarhalne lepotne norme. Tako. Če priznaš, da v tem videu vidiš agresivnega in morda neuravnovešenega moškega, je neuravnovešen prijazen izraz. S tem praviš, da so vsi trans ljudje duševno bolni plenilci. Prav, tako te mediji ujamejo. Če poskušaš razlikovati med moškim in trans žensko, ki bolj prepričljivo deluje kot ženska, spodbujaš patriarhalne lepotne norme. Seveda, vse v tem videu je bilo preprosto čudovito. Vsi to vidimo. Če priznaš, da v tem videu vidiš agresivnega in morda neuravnovešenega moškega, s tem praviš, da so vsi trans ljudje duševno bolni plenilci. To so argumenti, ki se uporabljajo proti temu. Neverjetno je, ona je tako pametna. Če mu ne dovoliš vstopa v prostore, namenjene samo ženskam, mu odvzemaš pravico do obstoja. Če predlagaš, da bi lahko brez težav uporabljal moške prostore, si v resnici želiš, da bi ga napadli. Če mu nočeš reči ona, si kriva neodpustljive krutosti. Če si ženska, ki ne bi želela deliti garderobe z njim, ali moški, ki ne bi želel, da bi se tvoja hči, sestra ali mama preoblačila v njegovi bližini, potem spadaš na skrajno desnico. Da vi skrajno desničarski nestrpneži, vi grozni ljudje, ki vidite nekaj čudnega, nezdravega in napačnega v tem in ne verjamete, da bi vaša družba to morala podpirati. Kaj šele ogrožanje žensk?
Kaj šele potreba po prenovi vseh stranišč, da bi vključili to vrstno nezdravost. Mislim, kako noro je kot družba, da ste pripravljeni vztrajati in vztrajati ter sprejemati grozne stvari za svojo družbo. Če opozorite, da ni nobene objektivne razlike med njegovo trditvijo, da je ženska, in trditvijo kateregakoli drugega biološkega moškega, ki trdi, da je transspolna oseba, ste preveč neumni, da bi razumeli krožne argumente, ki pojasnjujejo, zakaj on v resnici ni trans, medtem ko so drugi moški, ki pravijo, da so ženske, res trans. Če ste pravični, morate trditi, da njegova samorazglašena identiteta ima prednost pred kakršnimkoli upoštevanjem varnosti in pravic žensk. Da bi bili pobožni, morate priznati, da je enako veljaven kot vsaka druga trans ženska, ker so ljudje to, kar pravijo, da so. Ne glede na to, kaj vam govorijo vaše oči, ušesa in zdrava pamet, če nočete pristati na napačni strani zgodovine, morate pretvarjati, da verjamete, da je ta jezni, zastrašujoč moški v resnici ranljiva, zatirana ženska. In zato sem obsedena in obožujem J.K. Rowling, ker vse, kar reče, res zadene bistvo. Je tako dobra. Mislim, poglejte. Povem vam, moj največji življenjski cilj, če bi kdaj srečala to žensko, če bi kdaj srečala J.K. Rowling ali če bi me celo samo retvitala, moje življenje ne bi bilo popolno, ampak bi bilo najbližje temu. Mislim, res obožujem, preprosto jo obožujem, res jo obožujem. Ampak poglejte, kako pametna je in kako izraža stvari. Če verjameš, že svoboda govora zate, ne pa za tvoje politične nasprotnike, si iliberalen. Če noben nasproten dokaz ne more spremeniti tvojih prepričanj, si fundamentalist. Če verjameš, da bi morala država kaznovati tiste z nasprotnimi pogledi, si totalitarec. In če verjameš, da bi morali biti politični nasprotniki kaznovani z nasiljem ali smrtjo, si terorist. Do tega spoznanja sem prišla, prav? Ima prav, vse to piše tukaj. In meni je to všeč, je odprta, zavzema se za ženske športe, kaj ne? Tisti, ki pravijo, da ne bi smeli nikogar izključiti iz športa, so precej ravnodušni do tega, da so ženske in dekleta trajno izključene, potem ko jih poškodujejo moški športniki. Nimate nobenega sočutja do žensk, ki se same izključijo, ker nočejo tekmovati proti moškim ali si deliti garderob z njimi. Namesto tega jih označite za nestrpneže. Pravite, da se moški iskreno identificirajo kot ženske, vendar ta dva moška nista iskrena. Torej, če moški reče, da je ženska ali dekle, potem je to dovolj? Kako preverimo iskrenost? Kaj, če je porota, ki presoja iskrenost, razdeljena? Zelo se veselim vaših odgovorov. O čem govori tukaj? O tej veliki aferi iz WNBA, kjer so igralci NBA stopili v bran ženskam iz NBA, ki pravijo, da v WNBA nočejo, da bi moški prišli tekmovati kot trans moški. Torej imaš te ogromne moške, ki so očitno moški, pa pravijo, da se identificirajo kot ženske. Zdaj se hočemo prijaviti na nabor za WNBA. In ne bo vas presenetilo, da ima J.K. Rowling o tej temi veliko mnenj. In tukaj je ona. Ona je dejansko J.K. Rowling Women's Fund, pravni sklad za boj za ženske, ki ščiti njihove pravice na podlagi spola. Ona je legenda. Ona je dobesedno legenda glede sklada, ker sklad financira pravno zastopanje za ženske in organizacije, ki nimajo ustreznih sredstev za sprožitev ali obrambo pravnih postopkov, ki so izgubile svoje preživetje, utrpele škodo, izgubile preživetje ali so bile diskriminirane zaradi svojih izraženih prepričanj, da je biološki spol nespremenljiv. Ona se dejansko bori za to. Obožujem to in obožujem to žensko, ki so jo na spletu označili za nestrpno, v resnici pa je popolna borka za pravice žensk. In to podpiram vsak dan. Hvala za tvojo pozornost glede tega, Marta.